Zdravljeni, z vami sem Inka Gantar in tole moram deliti z vami. Prele grem v trgovino in seveda vroče je, kupam banco sladoleda, prinesem domov in rečem, lejte, kaj sem vam jaz kupila. In seveda smo se usedle za mizo in pomalcale celo banco sladoleda. In se rekam, mogoče se tudi vam to dogaja, da vas pač enostavno zgrab želja po nečem dobrem. In potem seveda veste, da če pojemo nekaj ljudi banco sladoleda, da je to juhej, sladkor gre v višave. Kaj je potrebno narediti, da sladkor ostaja v ravnovesju in predvsem to, da se ta sladkor ne obesi na telo. Govorili bomo o načelu srednjega glikemičnega indeksa in govorili bomo tudi o tem, kako v bistvu zdaj preprečiti, da me zvečer zaradi tega, ker smo zdaj pač jedle sladoled, ali pa ker sem jedla sladoled, jaz sem občutljiva na sladkor, da me ne bo zgrabila želja po še več sladkorja, ampak da sladkor ostaja v ravnovesju. Zdaj tole, kar ko snemam video, to je popoldan, se pravi, je bila to popoldanska malca. No in zdaj, če gledamo sladoled, ima glikemični indeks okrog 65. In če je sladoled kot samostojen obrok, pomeni, da res sladkor gre v višave. To je primerljivo recimo z sadno torto, primerljivo tudi z lubenico. Zdaj pa poglejte, lubenica, pa bi človek rekel, pa saj to zdrava zadeva, pa saj sama voda. Ja, je sama sladka voda je. In to je dejansko problem. Glejte, če mi želimo, da sladkor ostaja v ravnovesju oziroma, da nas pri naslednjem obroku ne zgrabi nepopisna lakota. Veste, tisto, ko se ne moreš ustaviti, kaj enostavno ješ in veš v možganjih, da si do vrh glave že količinsko, da smo pojedali, pa se ne moramo ustaviti. No, glejte, problem je, ker naenkrat preveč sladkorja zaužijemo. In če želimo, da sladkor ostaja v ravnovesju, da je tako, da nas ne pade ta lakota, mora biti glikemični indeks okrog 35, skupni glikemični indeks. No, prva stvar, kar moramo definirati, prvo pravilo tega zdravega prehranjevanja je, vse, kar pojemo v roku 1 ure, se šteje za en obrok. Se pravi, če sem jaz pojedla v 5, nam rekla, da sem veliko, da sem pol bance pojedla, ker nisem, ampak vseeno, ne sladoleda, ampak vseeno sem pojedla več kot ponavadi oziroma iz sladoleda sploh ne jem. No in zdaj, če gledam, da ostane sladkor v ravnovesju, je potrebno v istem obroku pojesti nekaj od beljakovin, ker vse beljakovine imajo pa glikemični indeks 0. Se pravi, moram pa nekako spraviti to do 35. 65 ima sladoled glikemični indeks, če jaz v istem obroku pojem jogurt ali če pojem kos sira, ali pojem skuto, v tem primeru sladkor ostaja v ravnovesju, ker je to glikemični indeks 0. Zdaj jaz nisem jedla jogurta ali pa samo skuto, ampak še od kosila je ostala kumarična solata in sem jo prelila z jogurtom in notri dodala 2 žlici skute. No in zdaj, kaj to pomeni? Poglejte, sladoled ima glikemični indeks 65, ampak skuta je 0, kumare tam okrog 10, ker nimajo nič sladkorja, jogurt okrog 15 in zdaj, če vse to skupaj seštejem, je skupni obrok skute in jogurta in kumaric je okrog, se pravi 15, 25 deljeno s 3 je dejansko 5. Glejte, 65 plus 5 je 70, a ne? To moram zdaj štejem za en obrok, deljeno z 2 živili, dobesedno pride 35. In to pomeni, ker sem jaz jedla, zdaj da povzamem vse skupaj, da ne bo izgledalo komplicirano. Če jaz pojem najprej sladoled, ali pa lahko pa najprej jem solato in notri dam skuto, jogurt in v istem obroku pojem sladoled, sladkor ostaja v ravnovesju, res je, to ni obrok za hujšanje, ampak predvsem ne bo mi narasel sladkor in to pomeni,
da čez 2 uri pa pol, 3 ure ne bom imela nepopisne želje po sladkem in ne bom posegala po ničemer, kar bi dejansko se obesilo na moje telo. Tako da v glavnem na ta način ostaja sladkor v ravnovesju in na ta način se tudi lahko jemo vse. Se pravi, se ni treba odpovedovati ne sladoledu, ne sladkemu sadju. Recimo zdaj se že dobi grozdje. Grozdje ima glikemični indeks 45, pa če gledamo vse sladko sadje, ima zelo visok glikemični indeks. No, zdaj pa če gledamo sadje, ki pa ne spada v to kategorijo sladkega sadja, je pa kislo sadje. In kislo sadje ga pa lahko pojeste, kakor hočete. Ameriške borovnice so zdajle, lahko kupite zmrznjene borovnice, maline so zdajle dejansko sezona malin in seveda, ker pa nimajo nič beljakovin notri, če v istem obroku vi pojeste nekaj od beljakovin, dejansko sladkor ostaja v ravnovesju. Zdaj primer, da imate recimo doma borovnice, ameriške recimo, ali pa kupite borovnice, če popijete poleg jogurt, ostaja sladkor v ravnovesju. Zdaj, kaj je pomembno še v teh vročih dneh, kar je prav, da človek ve glede zdrave prehrane. V glavnem, pomembno je, da zaužijemo dovolj beljakovin, ker če nimamo beljakovin, dejansko solata je v izobilju, sadje je v izobilju, ampak solata nima nič beljakovin, niti sadje nima nič beljakovin. Zato je potrebno pač nekaj od beljakovin. Če imate radi pršut, je to odlična zadeva, skuta, jogurt, priporočam kozje izdelke, ker so vse res odlična zadeva, in oreščke, predvsem mandlje, ampak ne pozabljajte na to, da je potrebno oreščke prej namočiti, zaradi tega, da se izplavi ali pa sčisti fitinska kislina, in ta fitinska kislina je pa pomembna, da jo sčistimo stran, ker v nasprotnem primeru nam izplavlja žveplo iz telesa. Žveplo je pa mineral, ki pomaga pri razstrupljanju našega telesa. Tako da jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala vse skupaj. V glavnem, če ponovim današnji video, je to: lahko jemo vse, tudi sladoled, lahko tudi recimo, še to, primer, če popijete, če imate radi pivo, recimo, da ga pijete zdaj za žejo. Pivo ima glikemični indeks 110 in to pomeni, da je to, to je največja oblika sladkorja, to je v bistvu koncentrat sladkorja. In je tako, kot bi si sladkor v žilo direktno noter brizgali. Zato, če imate radi pivo, ne pozabite, pivo je obrok, se pravi v okviru enega obroka, kot smo rekli, v okviru 1 ure, morate zaužiti nekaj, kar vsebuje beljakovine, se pravi, imate lahko pršut, imate lahko sirček narezan, lahko imate nekaj oliv zraven, zdaj ne vem, meni zraven tega obroka sicer paše vino, vino ima manj sladkorja, tako da v glavnem je boljša izbira, ampak če imate radi pivo, v tem primeru čim bolj beljakovinski obrok in poleg popijete eno pivo. In ravno tako sladkor ostaja v ravnovesju in predvsem vam ne sprošča nepopisne lakote in ne povzroča to, da potem, ko vam pade cukor, greste prazniti hladilnik. In boste videli na ta način, zdaj, ki dobite več informacij, to sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, in prav o pivu in o načelu srednjega glikemičnega indeksa sem pisala tukaj noter v rumenem poglavju, in o pivu sem pa pisala šport in gibanje v roza poglavju, kjer govorim o gibanju, se pravi, kako spodbuditi rastni hormon. Tako da v glavnem, dajte si vzeti to v roke, dajte samo toliko pogledati, kako boste uravnali sladkor, in predvsem načelo srednjega glikemičnega indeksa je dejansko rešitev, tudi pri tem, da se čez poletje ne zredite, da imate dovolj energije, da se dobro počutite in ne nazadnje, da ne posegate potem še po več sladkem. Tako da v glavnem, nasveti iz knjige, ko imajo hormoni žur, uživajte, poletje je krasno obdobje,
uživajte v poletju, predvsem pa dovolite, da se vaše telo napolni z D-vitaminom. Ker vemo, vitamin D je vitamin mladosti, obnove, hormonskega stanja, vitamin, v bistvu je super hormon, ki vpliva na to, da se dobro počutimo. Tako da uživajte v tem čudovitem poletnem času.